Ne moreš izmisliti kar športa nekega. Oziroma ga moraš, se to dosti krat pri otrocih opaziš, ne. Ja. Jaz dosti krat z nečaki, ne, se špilamo, pa se izmislimo neko igro, ne. Ja. Ampak me moraš najprej postaviti pravila in potem moramo se vsi strinjati o teh pravilih in se ravnati, ker če je nedefinirano, potem je kaos. Recimo tu bi ti ogovarjal, da dostikrat otroci samo začnejo brcati žogo, pa se pravila sproti spostavijo. To vidiš, ko otroci zbrcajo žogo, potem pa nekdo brcne ven z igrišča in zdaj se pogledajo v negotovosti. Kaj pa zdaj? Kaj zdaj naredimo? Kdo zdaj mora iti po žogo, na primer? Ker pravila preprosto niso jasna naprej, ampak se sama spostavijo. Recimo to je eksplicitno Wittgensteinova teza v filozofskih raziskavah obravnava, kako pride do pravil. In pač vidijo, ja, se v bistvu ne mi intelektualistično naprej postavimo tako in tako in tako, ampak se preprosto začne neko delovanje, ki se odziva drug na drugega in mislimo, da smo del iste skupine, jezikovne skupine, kjer pač se dela stvari na nek posamičen način, ampak potem slej ko prej pa pride do trenutka negotovosti, ko vse obvisi v zraku. Ja. In dokazuje to, da v resnici ne vemo, kaj točno so pravila, ampak intuitivno nekako se odzivamo drug na drugega in začnemo zelo telesno, zelo praktično razumeti, kako se vesti v nekem določenem kontekstu.